Sem Tomaž Jensterle, tekmovalec v supanju. Supanje v zadnjih letih navdušuje številne. Najbrž je to zaradi tega, ker združuje elemente rekreacije, sprostitve in zabave na vodi. Primerno je praktično za vse starostne skupine in za različno fizično pripravljenost. Za supanje praktično ne potrebujemo nobenega predznanja, potrebujemo le pravo opremo. Supa se lahko na vseh vodnih površinah, na jezerih, rekah in morju. Reke bi na začetku odsvetoval, ker pač niso primerne za začetnike in rekreativce in je potrebno malo več poznavanja teh tekočih vod. Za rekreativce so najbolj primerni napihljivi supi, ki jih v principu ločimo v dve skupini. Eno so all-round splošni supi in drugi so touring supi. Ločimo jih že po obliki. Touring supi imajo ušiljeno špico, da lažje nekako reže vodno površino, so tudi ožji. All-round supi so načeloma bolj stabilni, širši in nekako bolj prijazni za začetnike. Pri izbiri supa velja, da širšo desko izberemo, bo bolj stabilna. Ožja je načeloma hitrejša, ampak je zato potrebna tudi malo več ravnotežja. Napihljivi supi so shranjeni v kompaktnem nahrbtniku, v katerega lahko shranimo tudi tlačilko, veslo, smernik in pa varnostno vrvico. Vzdrževanje supa je dosti enostavno, je pa tudi zelo pomembno, za malo daljšo življenjsko dobo. Ko ga prinesemo iz vode, ga osušimo. Najbolje je, da ga takoj postavimo v senco, pa tudi, da ga shranjujemo v senci. Zdaj, če to ni mogoče, ga vsaj malo spustimo, da ni polno napihnen na soncu. Pri supanju se dostikrat tudi zgodi, da se določeni deli ali poškodujejo ali kaj izgubimo. Zato se mi zdi pomembno, da izberemo ponudnika, kjer lahko naknadno kupimo tudi rezervne dele, da lahko zopet sestavimo komplet. V Intersportu poleg supov dobite vso dodatno in rezervno opremo, tako da ste tam brez skrbi.